V boju zoper revščino se mi zdi vedno pomembno, da smo predvsem konkretni. Da niso to zgolj neke lepe besede, ki jih poslušamo ali pa ki jih mogoče celo izgovarjamo, ampak da so to naša konkretna dejanja. Da se v dejanjih učimo odgovornosti in soodgovornosti do sočloveka. Pravzaprav tisti znani pregovor, ko pravi, da nihče ni tako bogat, da bi nikogar ne potreboval, in nihče ni tako reven, da bi ne bil nikomur potreben, mora postati resničnost, konkretnost. In sam osebno se tudi prizadevam v svojem življenju to uresničiti. Še za te dodatne, ki imajo pod rangom revščine, imam eno idejo, da bi pozvali največje te trgovske podjetja in vsa taka podjetja, ki se pokvarjajo mogoče s to predelavo hrane ali podobnih, da bi pač vsak namenil določen mesec, določen število paketov recimo za te socialno ogrožene. To je moja ideja. To še noben ni storil. Grozno je, da so na svetu ljudje, ki trpijo zaradi tega, in sigurno vsi bi morali več narediti k temu, da temu ne bi bilo tako, predvsem zato, ker več kot očitno so na svetu tudi ljudje, ki jim nič ne manjka ali pa bi lahko mogoče malo več žrtvovali za to, da bi drugim šlo boljše. Zaradi revščine je pa tako, če se bo vsak posameznik tolkel proti revščini, ne bo nič, skupaj treba stopati. Treba je to, večja skupina ljudi bi morala biti taki, ki jim ni prav, da se dogaja taka revščina, kakor je. In še ta revščina se potencira. Vedno več je. Ja, jaz kot mala punčka sem zrasla zelo revno, ampak srečno kljub vsemu, ker sem imela zelo veliko ljubezni od babice, od živali okoli sebe. Ampak kljub vsemu lahko povem, da če si reven, si na nek način zaznamovan in te je sram. Se spomnim sebe, ko me je bilo kot otroka zelo sram, ker so sošolci recimo imeli lepše stvari, sploh punčke, ki se rade lepo oblečemo. Tisoč stvari je bilo takih, ki so me, bom rekla, morda celo zaznamovale, ampak dobila sem eno drugo razsežnost in to je moja glasba, v katero lahko vse te svoje težke izkušnje dajem. Nikakor pa ne morem mimo nobenega, ki ga vidim na cesti klečati, zadnje čase tudi to. In stati in prositi brez besed in tiste žalostne oči in mi gre kar na jok in ne morem. Ponavadi grem kar v trgovino in kupim kilo kruha pa par klobas pa obdarim tako, pa še kakšen evro dam, če je možno, če imam tudi sama, ker tudi sama nisem med najbolj bogatimi. Mene skrbi revščina otrok in mladih ljudi, revščina v šoli. Revščina je v šolo prišla in dogaja se to, da šola ni več od revnih otrok. Da je cela vrsta otrok izključena iz udeležbe, iz participacije, v znanju, vsem, kar jim pripada pri nas, zato ker so revni. In to je nedopustno. In ne more biti. In ne moremo dovolj tega. In to pomeni, da jaz res pričakujem mobilizacijo šole. To je stvar šole. Šola je tista, ki mora narediti vse, da se revni otroci ne bodo izločili samo zato, ker so revni. Mora nekaj dodati, nekaj not prinesti, biti pozorna na to. Ne more na to pristati, ker zdaj šola pristaja na to. Pristaja na te razlike, ki so. Ampak šola je od vseh, tudi od revnih otrok. Tako da jaz predlagam en nacionalni program mobilizacije šole in učiteljev, ki v eno zelo jasen projekt varovanja pravice do najboljše možne šole za vse otroke, s posebno pozornostjo na revne otroke. Globalna revščina postaja resna stvar za vse nas. To je zadeva, ki jo ne bo mogla rešiti ena vlada, niti ena skupina, niti ena družba, niti sam posameznik. Prenehajmo biti zgolj priča številnim katastrofam, ki resno ogrožajo naša življenja. Postanimo aktivna, gonilna sila, ki bo soustvarjala pravičnejši, mirnejši in predvsem k razvoju naravnan svet. Ne moremo si privoščiti razkošja. To je časa, da bi samo sedeli in razpravljali.
Biti ambasadorka Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti je velika čast, a ne želim si, da bi me ljudje občudovali, temveč si želim, da bi me posnemali in mi sledili. Na voljo imamo le 2 dneva, včeraj in danes. In na voljo imamo življenje in smrt. Izberimo življenje in si prizadevajmo predvsem srcem zgraditi dostojansten svet. Svet, v katerem nihče ne bo reven in svet, v katerem nihče ne bo poniževan. Za nas, za vas, za naše nadaljne generacije in predvsem za našo ljubljeno domovino Slovenijo. Manj kot odstotek vseh sredstev, ki jih svet vlaga v oboroževanje, bi bil dovolj, da bi že do leta 2000 zagotovili šolanje prav vsem otrokom po svetu. Pa tega še vedno nismo storili. Revščina in socialna izključenost namreč koristita vsem, ki niso revni, še posebej pa bogatim in močnim, in tem ni v interesu, da bi revščina zdrsnila z našega planeta, pravi Herbert Gans. Revščina zagotavlja poceni delovno silo, poceni izdelke, vsem, ki niso revni, pa vzbuja občutek, da so vredni nekaj več. Če tudi niso. A v takšnem svetu živimo in prav nič drugačnem. Lej, tako jaz mislim, nočem izpadati, da blebetam, parimo za njih pritisnem, če pomagati jim ne znam, sposobni nafilati jih z orožjem in sesti si v roke, ne razumem pa, kako ne uspejem še nahraniti otroke, tja dol ne grejim se, men tudi ne, sej priznam, sam najbolj pa čudne, ka vse nam pokaže ta TV ekran, svet prestrašen bolan, kdo je Bog zame, tiskam čez noč uspe nahraniti milijon otrok, skratka, pomagati je treba, zdaj na kakršenkoli način ste sposobni, da best. Jaz se trudim s svojim besedili, svet je lep, držite glave gor in ne pozabiti, roka roko umije. To je to.